Ja, če sem kar prišel, se pomeni, da bi kaj. Čas je bil v Franciji, kar nekaj Ja, dni je minilo od ja, najnega sestanka. ja, So bila pogajanja dolga. so bila, no, ampak na koncu je žena rekla, ja, njen drugi je pomemben v življenju. Da vidite rešitev, da neki pri penziji. Ja, tako da, ampak je pa rekla, da je tu vpraš, glede teh stroškov, no, ne se zdi to malo veliko. Ja, ja. A je to treba, a je treba tega? Odvisno, koliko hočete imeti varen produkt, predvsem z tega vidika je treba. Dejva, o stroških se je res nujno, morajo biti razčiščeni, o tem se je potrebno pogovarjati. Mi kot Incrementum smo nastali po padcu kriptotrga, saj če bi šli nazaj, so Stano Nihaj že prej bili, mi smo se na kriptu začeli udejstvovati leta 2018, decembra meseca. In do današnjega dne, vmes se je zgodil en cikel, napravili za naše stranke nekje 9-kratnik na investicijo. To je naš neto donos, se pravi z odvedenimi vsemi stroški in delitvijo dobička, ki so prisotni na produktu. Mi dva v Franciji nisva govorila o 9-kratniku, ampak o nekje 3 do 5-kratniku v naslednjih 2, 3, 4 letih. Kaj v najnem primeru to pomeni? Mi dva investirava 10 tisočakov. Mi dva, jaz jih bom prinesel. Vi jih boste prinesli. No, pa rekel mi, da bova delila pol tudi, ne? Bova tudi delila, o tem smo pogovarjali, ampak z odvedeno delitvijo v Franciji boste lahko imeli 3 do 5-kratnik naložbe v 2 do 4 letih. Se pravi, tukaj okrog 40-50 tisočakov lahko pričakujete iz same naložbe. To je pa tisto, kar iščete, a ne? Jaz bom nek denar dal, ne, seveda, da ga bom. Okay. In pa bo tu bo neka številka, ne bo kupček, ampak jaz bom vedel, da sem neko številko dal, koliko sem pa jaz tle meren, da bo z te številke spet denar nazaj prišel. Ja, dobro vprašanje. Tudi veliko ljudi se prav to sprašuje. Veliko ljudi je prestrašenih, verjamem, da v Franciji podobno razmišljate. Potrebno je pogledati tako, kar se tiče samega trga, trg je zdaj postal preverjen strani največjih inštitucij in finančnih organov, tako da nazaj ne gremo v zgodovino. Tehnologija se bo naprej razvijala, tako da tukaj imamo eno zaupanje v razvoj trga. Ja, ampak na trgu so razni ljudje, ne? Ja. Kje se pa mi nahajamo? Ja. Mi se nahajamo pa tukaj, tako kot sem že rekel, od leta 2018, torej teče že 6. leto delovanja. Preverjeni smo strani Banke Slovenije, tako da tukaj imamo kljukico potrjeno, nenazadnje pa nam zaupa konkretno preko 1300 strank, ki so pa že nas preizkusile. Če še na 1400 ne bi bil zadovoljen, bi že kaj pisalo. Verjetno, da bi že kaj pisalo, ja, slabega. Slovenija je mala. Zdaj pol prištime to, kar je te papirje, ali kaj imamo za podpisati. Pripravimo papirje, da ne zamujeva več trga, ker že kar v zadnjih mesecih lepo poskočil, tako da... Ja, kaj šele, če bi pred 10 leti vložil, ne? Ja, ne smemo za nazaj gledati. Tako, gremo, je še krivulje, še nekaj. Ja, čas je še vrhunski, tako da pripravimo zadeve, okej. Dobro, zdaj pa mene bo to malo zanimalo, kako bo to se kaj čukam krenilo, ne, kje je to zdaj videl, moram klicati sem, ali bo zvečer na teletekstu lahko pogledam, ali pa se da to videti. Ja, boste prejeli aplikacijo, tako kot bančno aplikacijo verjetno imate na svoji osebni banki. Je zelo preprosto, se prijavite z mailom pa geslom, notka vam ga kreiramo, tudi če geslo pozabite, nič hudega vam novega kreiramo. Bo tako, da bom jaz kliknil na neko povezavo, pa še enkrat kliknil in bom videl številko. Tako, 2 klika maksimum in vidite svojo številko, s katero razpolagate. Tako da dnevno lahko spremljate. Ne priporočam, da to gledate vsak dan, kot da bi rastlina rasla, ker enačim s tem, ampak da pogledate mogoče na vsake toliko časa. Imate pa možnost tudi 20krat na dan gledati. Dobro, zdaj pa, če bi jaz hotel v enem trenutku se malo bolj pozanimati, ne, kaj so kakšne nove informacije, ali bi mogoče en delček povzdignil, ne, a moram zdaj tudi tam nekaj klikati, ali imam kakšnega človeka tle za poklicati, ali kako?
Ja, to je v bistvu še en tisti velik plus, katerega nudimo na podjetju Incrementum, ker vsaka stranka prejme svojega skrbnika, tako da Franci v najmu primeru sem jaz vaš skrbnik in me kadarkoli lahko pocukate za rokav, preverite, kaj se dogaja, tudi se pogovarjava, kaj bi bilo smiselno napraviti z investicijo, mogoče tudi še kaj dodati ali pa kaj dvigati, tako da imate, vsakdo ima svojega skrbnika na voljo. Zdaj, nek denar smo dali, ne, se pa zavedam, da za pričakovati je, da bo nek posel z tega. Ne. Vem pa, da ni fajn dajati neke denarje, ki so tvoji ta zadnji denarji. Ne. Tu pa Teh sredstev pa nikoli ne investiramo v noben produkt. tako kamorkoli, če tu ta zadnjo, da če tu, ne, da ni z tega, ker boljš da. Tako, potem boš, da imamo na banki. Tako da investiramo vedno viške, ki jih lahko investiramo. Pa naj si gre za kripto, za zlato, za delnice, katerikoli trg. Tako. No, fino. Zdaj pa, kdaj pridem bo ta denar? V torek? Mogoče pa že v torek naslednje leto, ja. Ali v sredo, ker je delovni dan? Naslednje leto. Potenciali donosa so zelo lepi že v tem letu, kar seveda ni garancija. Vsi kazalniki kažejo, da ja, ni pa nujno. Zato moramo, tako kot sva že v osnovi govorila, investirati nekje srednjeročno 3 do 5 let, kar nam bo prineslo lepe rezultate. Seveda z nihaji vmesnimi. Ravno to je razlog, zakaj greva v to srednjeročno dobo. Je pa verjetno fajn, ko se zgodi nek tak donos pričakovan, takrat pa kar dvigniti. Da si rečeš, zdaj škotuh, zdaj bom pa pustil pa začnemo padati lahko. Ne? Se pravi, vi malo gledate in veste, poznate ta sistem, da veste svetovati, kdaj kaj narediti. To bo sigurno tisto, ko bova v debati glede tega, se pravi postopnega umikanja profitov, ker tako, kot ste rekli, Franci, ko enkrat trg napravi 3, 4, 5, 6 kratnik ali pa še višje, ljudje postanemo pohlepni in bi radi postali milijonarji, tudi z majhnimi vložki, kar je sicer na kripto možno, ampak ostati je potrebno prizemljen, ker nekje pa je vrh, tako da potrebno je profite vleči iz trga prej, preden pride do nekega preveč razgretja in potem tudi neke nove korekcije na trgu. Govorimo o teh večletnih ciklih. Dobro, grem jaz zdaj hitro, direkt domov pogledati, če je že kaj zraslo. Na računalnik ste mi že poslali tisto, ki dvakrat kliknem. Tisto smo poslali, je urejeno, tako da lahko spremljate, Franci, še enkrat, ne preveč pogosto. Glej, ne bom. Zdaj le pogledajte, ko boste prišli domov, da vidite, kako izgleda, pa ne 10-krat na dan, ker živčki lahko trpijo.